Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Tokrat bomo ponovno v družbi Lana in Lune. V tokratni zgodbi bosta namreč prijatelja krasila novoletno jelko. A vse le ne bo šlo kot po maslu. Res me zanima, kaj bi lahko šlo narobe pri tako prijetnem opravilu, kot je okraševanje božičnega drevesca. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zgodbi z naslovom Lan in Luna, božična jelka. Bližal se je božič. Lan in Luna sta šla po božično jelko. Ko sta jo prinesla domov, sta jo postavila v lonec. Spekla sta piškote, da jo bosta z njimi okrasila. 5 piškotov je bilo res lepih. In Luna se je odpravila po sladkorne palčke. Ko se je vrnila, je en piškot manjkal. Čudno, je rekla. Bilo jih je 5, zdaj pa so samo 4. Luna je šla po čokoladne zvončke. Lan pa je jelko krasil s sladkornimi palčkami. In ko se je Luna vrnila, je opazila, da ena sladkorna palčka manjka. Bile so 4, je rekla. Zdaj so pa samo še 3. Luna je šla po božično zvezdo. Lan pa je obešal čokoladne zvončke. In ko se je Luna vrnila, ni bilo na jelki niti enega okraska. Ojoj! Opazila je, da Lan leži na kavču. Si zbolel, Lan? Je vprašala. Ne vem, je odgovoril. Slabo se počutim. Ubogi Lan. Lana mu je prinesla kozarec vode. Oprosti, Luna, je rekel Lan. Pojedel sem vse okraske. Vem, je prikimala Luna. Odločila sta se, da gresta ven na svež zrak. In Lanu je takoj odleglo. Ko sta se vrnila, je bila jelka še vedno prazna. Narediva okraske iz papirja, je predlagal Lan. Odlična zamisel, Lan, ga je pohvalila Luna. Iz papirja sta naredila verige, zvezde in srca. Jelka je bila prekrasna. Naslednje jutro sta pod božičnim drevescem našla darila. Najprej sta odprla manjši zavitek. Luna je dobila ljubke nove škarje s pikicami. Lan pa imenitno mavrično zobno krtačko. Točno to sem potreboval, je rekel. Hura! Vesel božič, Lan in Luna. Ja, tale Lan in Luna sta pa res tako prijetna, ne? In kot prava prijatelja vedno znova poiščeta rešitve za nastale težave. Super, bravo! In ja, se strinjam, da je Lan res malce pretiraval. Pojedel je namreč vse preveč sladkega. A kaj, ko so naše oči ob številnih dobrotah včasih kar preveč lačne? Čeprav je želodček morda že precej poln. Zato moramo biti tudi pri hrani in drugod zmirni in ne smemo pretiravati. No, še dobro, da se je vse išlo tako, kot je potrebno. Otroci, v mojem knjižnem kotičku lahko prisluhnete še eni simpatični zgodbi Lana in Lune z naslovom Žabica za spanje. Pozdravček prav vsem in srčna hvala vsem, ki spremljate moj knjižni kotiček. Čau, čau!